Najlepša hvala. Spoštovani minister dr. Jevšek, sedaj, ko ste prevzeli področje razvoja regij, boste najbrž slej ko prej odprli tudi zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil nazadnje posodobljen leta 2016. Kot bivši župan iz vzhodne kohezijske regije najbrž veste, kako pomembne so dodatne spodbude za občine na obrobjih, ki poskušajo zadržati mlajši kader in s tem izboljšati gospodarsko in demografsko sliko. Prej omenjeni zakon v 24. členu opredeljuje obmejna problemska območja, ki jim daje prednost na razpisih. Ustreznost nekaterih meril za uvrstitev občine v problemsko območje pa je vprašljiva. Takšno je recimo merilo podpovprečne gostote poselitve. Sicer drži, da razpršena poselitev otežuje razvoj, saj otežuje vzdrževanje infrastrukture, a če ima neka občina strnjeno poselitev, mlajši kader pa se vseeno izseljuje, potem gostota poselitve ni nujno pravi razvojni kazalnik. Primer, ki kaže na potrebo po posodobitvi meril, je občina Razkrižje. Ta je spremembo uredbe o določitvi problemskih območij leta 2020 izgubila status obmejne občine, in sicer zaradi gostejše poselitve. Občina se kljub temu sooča s povprečno višjim indeksom staranja prebivalstva, višjim deležem umrlih, nižjim prirastom prebivalstva, nižjo stopnjo delovne aktivnosti in manjšim številom študentov. Sama prav tako menim, da obmejna območja že zaradi jezikovnih, kulturnih stičišč si zaslužijo dodatno pozornost strani države. Glede na navedeno vas, spoštovani minister, sprašujem, ali na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj načrtujete spremembo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in pa posodobitev meril za določitev obmejnih problemskih območij, in sicer na način, da bodo ta upoštevala širše socioekonomske vidike razvoja občin. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani gospod minister dr. Jevšek, imate besedo za odgovor. Izvolite. Spoštovana poslanka, najlepša hvala za vprašanje. Res je, skladen regionalni razvoj v povezavi z obmejnimi problemskimi območji je izjemen pomemben pokazatelj skladnega razvoja na splošno v Sloveniji. Na to sem posebej opozoril tudi na hearingu za mesto ministra za regionalni razvoj in kohezijo in tudi napovedal, da bomo se v letošnjem letu lotili pregleda zakona o skladnem regionalnem razvoju iz večjih razlogov. Eden od teh razlogov je tudi to, da so problemska območja po kriterijih za nekatera območja, ki so specifična, seveda kriteriji so neustrezni. Jaz sem 15. februarja tudi odgovoril neposredno županu gospodu Ivanušiču, županu občine Razkrižje na razvojnem svetu Pomurske regije v Radencih, kjer smo se prav tako pogovarjali o tej problematiki, in se mi zdi, da je odprtje tega zakona pomembna stvar, ki se jo nujno moramo lotiti, in tudi nova ekipa sedaj v Direktoratu za regionalni razvoj ima že to nalogo, da pripravi se podlage za to, da se začnemo o tem pogovarjati tako seveda na državni ravni in tudi pogovarjati predvsem na ravni lokalnih skupnosti, torej občin, razvojnih svetov in tako dalje. Moram pa povedati, da v ministrstvu pripravljamo prav za obmejna problemska območja v ponedeljek naslednji teden razpis, ki bo omogočal gradnjo obrtnih con, poslovnih inkubatorjev, nakupa zemljišč, komunalno opremo za poslovno-obrtne cone v teh problemskih območjih, in sicer v letošnjem letu v višini 8 milijonov evrov, to bo razpis že v ponedeljek, in v naslednjem letu 11 milijonov evrov namenjamo prav problemskim območjem. Teh razpisov za problemska območja bo še kar nekaj, 83 občin ali 86 občin, se opravičujem, od 212 je vključenih v ta problemska območja, in se mi zdi, da bojo ti razpisi tudi priložnost za to, da te občine
v okviru svojih možnosti poskrbijo za skladen regionalni razvoj tudi preko teh razpisov, torej kot rečeno. Drugače sem si pa pogledal tudi podatke o črpanju kohezijskih sredstev občine Razkrižje v finančni perspektivi, ki se sedaj izteka, in moram pohvaliti občino, da je zelo pridna, kajti počrpali so 3.354.000 evrov kohezijskih sredstev od leta 2017 do 2022, kar pomeni, da če si pozoren in če imaš dobro ekipo, lahko tudi iz drugih finančnih virov poskrbiš za to, da držiš v dobri kondiciji različne razvojne elemente občine. Hvala lepa. Spoštovana kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Najlepša hvala za pojasnila. Strinjam se, da je seveda iz različnih naslovov možno črpati sredstva. Mogoče je pa pri primeru občine Razkrižje bolj neka koncept tega, da si zaslužijo tudi oni na podlagi prevetritve teh kriterijev priti v to problemsko obmejno območje. Bolj iz principa, če že hočete. Hvala lepa za odgovor in za pripravljenost, da se spopadete s tem problemom. Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Skupaj z Ministrstvo za javno upravo sodelujeva v Komisiji za lokalno samoupravo, kjer se srečujemo z predstavniki vseh treh občinskih združenj in tam smo napovedali odprtje, se pravi Zakon o skladnem regionalnem razvoju. To je zakon, ki bo zahteval veliko truda, kajti tudi druge kategorije občin imajo pomisleke, ker se čutijo zapostavljene, recimo samo napram mestnim občinam, ki črpajo sredstva CTN, tudi tam bomo poskušali najti primerno rešitev, vsekakor pa z zelo veliko pozornostjo na obmejna problemska območja, ker država je tako močna, kot ima močna obmejna območja.